Evo, dobrodošle na zadnjem predavanju te sezone. Z mano danes je Saša. Saša, dobrodošla. Ja, živjo. Živjo. Midve se srečava takole že tretjič. Prvič je bilo najhujše, se spomniš? Ja. Tako da Mislim, pol mene sem, ne, ja, ampak tebi ne, valjda, ti si profika. In pol sem pa videla, no, da si ful prijetna, odprta, in da se tudi rada povezuješ, kar mi je res všeč pri tebi in, to nama je skupno obema, a ne. Kaj vse je Saša, mogoče boš ti bolj povedala, od tega, da si mami, babi, mami kar petim otrokom, a ne. Babi, kaj so rekle še, bogato kariero imaš, v medijih, in danes počneš ogromno enih, stvari. Pa me zanima mogoče, kaj je najbolj tvoje, a ne, si, trenerka komunikacije, pa za samozavest. Kaj je pravzaprav najbolj rada uporabljaš, čim največ pomagaš, svojim strankam, no? koliko dobro vprašanje, namreč zdaj v tem trenutku, v tem zadnjem času sem res zelo veliko razmišljala točno o tem, kar si me zdaj vprašala, ker ugotovila sem, da je moja stena tukajle, a ne, jaz jo zdajle gledam, ti je pa ne moreš videti, polna certifikatov, polna dokazil o izobraževanjih, o ne vem še čem, a ne. In vedno znova sem tako hrepenela po tem, da imam širino, da znam še to, pa še to, pa še to, pa vedno sem si rekla: "Moram zdaj pa še ne vem kaj, a ne." Ampak v zadnjem času pa prihajam do tega, da super, nič mi ni škodilo, da sem na toliko stvari šla, toliko stvari obvladam, ampak kaj je tisto, kar zares rada delam, in kaj je tisto, kar zares uporabljam največ, a ne. In ugotovila sem, da sem v bistvu iz vseh teh metod, ki sem se jih naučila, ne, v vseh teh letih, pravzaprav začela delati stvari po svoje. Ne tako, kot smo se nekje učili na enem izobraževanju, ampak res po svoje. In to največkrat takrat, ko nekdo pride k meni v živo, ko se uleže tamle na tisti moj kavček, ko pride z nekim izzivom, a ne, in ko se jaz v tega človeka poglobim in potem se mi ta človek prepusti za ene 2 ali pa 3 ure in midva delava in kopljeva in tudi, kar je pa zelo pomembno, a ne, zame tudi, ker sem človek, ki rada stvari razumem, tudi pač velikokrat sem delovala zelo iz uma, a ne, da dovolim, da me nekaj vodi, a veš, da točno potegnem ono znanje, ono znanje, zdaj pa to znanje, in mi prav pride takrat, ke to delam, a ne. In če pa samo še podčrtam, kaj je pa tista tema, ke me pa najbolj navdihuje, je pa, veš kaj? Ta naša ženska tema. Gojiti ljubezen do sebe. Oziroma jo sploh začutiti, oziroma se jo sploh zavedati, oziroma jo sploh priznati, da je Da to rabimo in da je to rabimo, možno, a ne, ja. Torej to. Ja, 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 ful dobro. In se mi zdi, da tako kot sva se tudi enkrat prvič pogovarjale v inspirativnem pogovoru, a ne, da kljub temu, da si bila ful slavna in tako, mogoče takrat nisi imela tega, a ne, in se mi zdi, da zdaj lažje, ne vem, isto je bilo pri meni, a ne, ko prvič začutiš to, potem veš, da k temu moraš iti, a ne, in se mi zdi, da pol tudi, lažje ti pomagaš drugim, kot če bi se rodila s tem, to mislim, no. A veš, jaz sem tudi to skupino Zavetje v sebi s takimi temami ustvarila, prav z namenom, a ne, da ker sem čutila, kako je, ko imam jaz zavetje, in vem tudi, kako, ko ga nimam, a ne, tako da, ja.
Ja, super. Današnja tema oziroma, predavanje, kako izzive spremeniti v osebne zmage. Mogoče preden greva, preden ti predam besedo, pač kakšna je bila tvoja zgodba z izzivi? Si jih imela? Najbrž si jih kaj imela, da lahko to bolj razumeš, a ne? In mogoče kako si gledala takrat na njih, pa danes? Pa seveda, kaj so te naučili, no? Ja, tako ali tako, saj veš, izzive imamo vsi, a ne. In ni večjih pa manjših, a ne, oziroma kako naj rečem, ne moramo jih primerjati med sabo, a ne. Tvoj izziv, ki ga imaš recimo v nekem trenutku, se meni lahko zdi banalen, brezvezen in da ti zdaj delaš slona iz muhe in obratno, a ne. Ampak to doživljati izzive je zelo individualna izkušnja, a ne. In za tistega, ki je znotraj enega izziva, je takrat v tistem trenutku to močno in je težko. In lahko da trpi nekdo, ponoči ne spi. In ni ga, ne poznam ga, da ne bi imel izzivov, a ne. Poznam pa ljudi, ki izzive zelo elegantno rešujejo oziroma, obidejo ali pa preidejo ali pa, sploh ni več to, kar pride, izziv, a ne, ampak je samo ono: zanimivo." A ne. Jaz nisem tam še, ne, veš, da No, bi. si pa veliko, veliko, drugače naprej, kakor mogoče na začetku, ne? Ja, ja. Tako ali tako pa, a veš, imaš tako v življenju, če pogledamo, a ne, vsaka pogleda nazaj. Lahko zagotovo definira ene 3 take večje stvari, ke so se ji zgodile, ke lahko reče: to pa so bili taki moji hudi izzivi, a ne." Pol imamo pa vsak dan še lahko 10 takih manjših, a ne, s katerimi se soočamo. In jaz zagotovo, moji trije, no, so pač ta prva ločitev, pa pol ta druga ločitev, pa bi rekla rak. To so taki večji izzivi, a ne. Čeprav zanimivo, da mi je ta druga ločitev hujši izziv pomenila kot bolezen, a ne. A ni zanimivo? Pa bi vsak rekel ali pa veliko ljudi bi reklo: "Ma kako pa to lahko, a ne, saj rak je pa ja izziv." Ampak ne vem, tako, pri raku sem bila že toliko opolnomočena, da sem vedela, da Okej, v bom zaupanju, a ne. Ja, šla ja. čez, da bo vse v redu in tako. Takrat pri tej drugi ločitvi se mi je pa čisto svet podrl, a ne. Vse se mi je podrlo. Tako da je bilo tisto težje, a ne. Ja, ja, ja. Ja, včasih se podre, res se ti zdi, da se podre cel svet in sploh ne moreš razumeti, kako je možno, da se bo še kdaj zložilo, a ne. No, Ampak pa se pol zloži. se je Tako, na vse boljše. zložilo, a ne. Ja, na boljše. Ponavadi je tako, ja. Kako, se pravi, če te vprašam, kako si gledala včasih, mislim, zdaj bolj tako znaš zamahniti, a ne. Ja. A veš, kaj je? Če samo tako pogledam sebe ali pa nekoga, ki se malo ukvarja sam s sabo in tako, a ne. Na primer, že samo to je meni zanimivo, da če se v službi zgodi nekaj, kar je neki izziv, a ne, lahko opazujemo, na primer pa, da se ta stvar enako tiče zdaj 4 ljudi. Vsaj 4 ljudi, ki so tam okrog. In eden človek, eden se bo odzval tako, da bo: pa daj no, pa saj veste, da se to bo rešilo, pa saj ni problem." Eden bo rekel: "Čakaj malo, takoj zdajle moramo, daj ti tole, daj ta, to." Eden bo rekel: "Joj, čakaj, samo ne, 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 nehajmo prehitevati.
Dajmo mi zdaj to orenk pogledati, zakaj je zdaj sploh do tega prišlo. Treba je narediti neko analizo, treba je imeti načrt. Ne moramo zdaj kot telički, a ne, ke se nam bo ponovilo. In potem četrti reče: "Joj, pa kako bomo pa zdaj, pa joj, pa toliko smo se matrali, pa tam bomo one ljudi pa ne." A ne. A veš, in to sem zdaj pač opisala te štirivedenjske profile po Disku, a ne, ke sem mimogrede tudi trenerka tega, ampak to je tako zanimivo, a ne, da vsak gleda skozi svoj vzorec razmišljanja, skozi svoj vzorec reševanja nekih izzivov. In jaz vedno rečem, ko imamo ljudje raznorazne izzive, preden gremo v to, zakaj se je sploh ta izziv pojavil, a ne, preden se sploh lotimo te globine, rečem: "No, zdaj se pa spomni, kako sta tvoja mami pa oči ali pa, ne vem, tisti ljudje, ki so živeli s tabo, ko si bila majhna, pa sta gledala neki pomembni odrasli, a ne, kako so pa oni reševali izzive? Kaj se je dogajalo? Kako je bilo?" A ne? In velikokrat vidim zelo podobno, a ne, ali pa ljudje pol najdejo neko podobnost med svojimi odzivi na stvari, ki pridejo, a ne, in starši. A veš, ne vem. Ja, Ata je šel, pa se je zaprl ali pa šel v gostilno, pa je prišel pol domov nabacan. Mama se je razjokala ali pa je, ne vem, me prebutala ali pa je ne vem kaj, a veš. Ja. Najdemo neke vzporednice in mi smo Jaz jih najdem, naučeni. definitivno. A veš. Ja. Ja, zanimivo. Tako da tudi jaz, no, to hočem reči, nisem bila opremljena s tem, da bi prav zelo vedela zdaj, kako s tem, delovati, a ne. Jaz sem velikokrat, pač se razjokala, a ne, nase potegnila vso odgovornost, za vse sem se jaz počutila krivo, in pač, ja, to so ti vzorci, skozi katere mi potem delujemo, tudi ko naletimo na izzive, a ne. No, to bova pol naprej, kako to, Ja. tako da, ful sem začutila ta stavek, ko si napisala v opisu, da te je izkušnja z rakom naučila, kako dragoceno je življenje, in te vzpodbudila, da danes živiš bolj zavestno, zdravo in hvaležno. In mi je bilo tako, jaz tudi želim živeti bolj zavestno. Kaj je pravzaprav zate, me zanima, zavestno? Mislim, jaz nisem znala nekega našla nekega nadomestnega izraza, ampak pač ful stvari, a veš. Da si bolj prisoten, bolj, ne, veliko stvari, no, pač kako bi ti definirala to, recimo, zavestno? Kaj zate to pomeni, tebi? A veš, recimo, banalen primer, ke se mi je zgodil včeraj. Povabila me je ena gospa k sodelovanju. Ponudila mi je celo neko odgovorno pozicijo tam pri tem sodelovanju. In hec je v tem, da zdajle jaz v zadnjem času razmišljam o tem, da bi delala pač malo manj oziroma da bi počela v bistvu nekaj takega, kar bi bilo malo bolj predvidljivo od tega, kar počnem zdaj, zato da bi to lahko prineslo malo več miru. In ta ponudba je se slišala kar zelo mamljiva, ne. In ker sem se jaz naučila sama v sebi, in to je tudi že zavestno delovanje, a ne, da ne smem odločitve sprejeti takoj, ker nisem tak človek, ker jaz se hitro navdušim in rečem: "Ja." In potem Ja, pol pa teža, pa malo pride. Ja. In da to sem se naučila, a ne, skozi, spoznavanje sebe, da vedno, kadar je kakšna taka stvar, rečem: super, hvala, a ne, bom razmislila." In potem
moram prespati. In potem zvečer, velikokrat, ko se uležem v posteljo, rečem, prosim, dam namero, prosim, naj se mi na zelo jasen način pojavi, oziroma naj ugotovim, kaj je zame ta pravi odgovor, da ali ne. In ko sem, danes zjutraj recimo vstala, pa pol sem že zelo zgodaj morala od doma, ko sem jaz začutila, da bi jaz rekla ja, pa jaz sem se že zmenila za ponedeljek že, da imam že tam kar neko snemanje pa nekaj, a razumeš? A ja, ti si se že zmenila? Ja, jaz sem rekla, da Aha. saj nekaj bomo že, pridem v ponedeljek, pa imejte tam že kar pripravljene stvari, pa tako, a veš, ne. In ko sem pomislila na to, moj bog, Ja. a res to rabim? In ko sem pomislila na to, da dvignem telefon in rečem, premislila sem si, ali pa ne bom prišla, ali pač, glej, grozno stvar moraš zdaj reči, tam, ke si že skoraj rekel ja. Sem čutila tako olajšanje in sem rekla, ne, to je zavestno življenje, zavestna odločitev zame, da rečem ne nečemu, kar se sliši super obetavno, tako zelo vamljivo, ampak ne. In sem tako globoko pomirjena s to odločitvijo, da si misliti ne moreš. Ja, ja, da delamo v skladu s sabo, kaj to je čutimo in ali ne pa proti sebi. Ja, ali pa recimo, ko bom čez 2 uri lačna ke volk, in ne morem zdajle, ke sva midve tukaj, delati kosila, jaz ne bom planila v kuhinjo in pograbila ta prvega piškota, ke ga bom tam našla, zato da potolažim svojo lakoto. Zato, ker je moja zavestna izbira to, da si bom naredila, ne vem, Nekaj zdravega, ja. nekaj zdravega, eno solato, pa magari, če si gor dam, ne vem, piksno čičerike recimo, Ja, A veš? ja. In to je pa Razumem. odločitev za zavestno odzivanje na stvari. Ke sva glih pri teh, odločitvah, to ni bilo v planu, da te vprašam, ampak, kako ti je bilo pa biti, v komisiji, za tole, Poroka na Ja. prvi pogled? Ja, Si uživala? Zdaj tako, tukaj, ke je skupnost, Jaz moram ti povedati, da sem te gledala, no. jaz lahko povem stvari, ker ni to, zdaj objavljeno nekje, in bo Ja, samo mogoče bo na YouTubu, glej, tako da pazi na besede. Znotraj naše skupnosti, okej. Ne, moraš biti previdna. Okej, okej. No, ampak je vseeno, torej hec je v tem, da mi, ki smo bili, ti strokovnjaki, mi nismo imeli vpogleda čisto v to, kaj se v resnici dogaja med temi pari, ampak smo stvari izvedeli takrat, ko smo Tik prej, mi jih nismo spremljali ves čas, to je nemogoče, mislim, ne moreš zdaj cel dan hoditi pa malo biti z njimi v sobi, pa jih gledati ali kaj, tako. Tako da za veliko informacij smo bili mi prikrajšani, ampak, dejstvo pa je, da jaz sem bila zelo vesela, da in Zlatko in Edin sta oba bila taka, da jima je bilo mar za te ljudi in nam je bilo v resnici mar. In mi smo jim Saj se je videlo to. pomagali. To se je videlo, veš. In ti naši pogovori, ki smo jih imeli, so bili zelo dolgi v resnici, ampak seveda potem v oddaji se vidi pa en majčken delček samo tega, in v resnici tudi moram reči, no, da večina teh parov je bila že predpripravljenih pred našim, zato ker to je bilo prijavljenih, ne vem koliko, 1000 ljudi recimo, ali pa, a veš, in je bilo nemogoče, da se mi z vsemi stvarmi ukvarjamo, Ampak Razumem. ne glede na vse, meni je bila to noro dobra izkušnja, res.
In jaz sem videla, kako ljudje potem pozabijo na to, da je kamera zraven. Oni res niso igrali. Oni so res padli not, kot se reče. Vsaj večina med njimi, ne bom zdaj rekla za čisto vse, no. To ne morem reči. Ampak človek se je lahko iz tega eksperimenta veliko naučil. Ja, tudi v bistvu jaz, ki sem spremljala, Ja. sem v bistvu začela razmišljati o odnosih, tudi mogoče pol svojih, a veš, tako. Se mi zdi, da ni to bilo kar nekaj brez veze, ne. Ja. A veš? Tako da, okej, dobro. Ja. V glavnem, bilo je v redu, bila si v redu. Super, In hvala. ja, če greva na pač na tvoje predavanje, sigurno se bomo dotaknili oziroma si se že, da se vsi soočamo z izzivi in se mogoče kdaj znajdemo v začaranem krogu in tudi občutku, da je vsega preveč. Evo, jaz bom tule pol dvignila roko, a ne, bom tvoj primer. In da je dobro, da tudi pogledamo, če nam ta način razmišljanja služi ali kaj lahko naredimo, a ne, in boš tudi povedala, kako se pravzaprav lotiti teh neprijetnih situacij, kako pač naredimo načrt in da sigurno tudi majhni koraki štejejo. In verjamem, da se bova ustavili tudi pol na odgovornosti, da smo mi pravzaprav odgovorni, a ne, za svojo prihodnost, tako da jaz ti bom kar predala besedo, pa boš ti malo povedala, Ja. kako je s to temo, a ne. Glej, jaz, Darja, bi v bistvu s to odgovornostjo, ki si ti končala, bi jaz kar začela. Okej, ful. Zato, ker tako, na žalost, prevečkrat vidim, kako ljudje ne želijo te odgovornosti. Zato, ker je toliko lažje na drugega pokazati s prstom, a ne. In prevzeti, ko ti se odločiš enkrat, da prevzemaš odgovornost zase, za svoje življenje, kako sem jaz, kako mi gre, ko si to upaš narediti, potem se mi zdi, da v resnici dobiš nazaj moč z odgovornostjo, a ne. In ravno ta odgovornost je, na primer, pri Jacku Canfieldu, kjer sem naredila ta Success Principles, a ne, trener za uspešnost, ali kako bi se to po slovensko reklo, je prva lekcija, a ne, prevzemanje odgovornosti. In zdaj meni veliko ljudi reče: "Okej, kako naj bom zdaj jaz odgovorna, če je Trump taka budala, ne, recimo. Pa kaj tam dela, pa glej, kaj se dogaja. Kako naj zdaj jaz prevzemam odgovornost za to, da zaradi te situacije, v kateri smo zdaj, politično, a ne, je gorivo dražje, je to, je kaj sem tule zdaj jaz odgovorna, a ne?" Ja, se strinjam. Moj rezultat v življenju ni sestavljen samo iz Trumpovih odločitev, ampak je moj rezultat sestavljen iz dveh spremenljivk. Dogodek plus moj odziv na ta dogodek je enako rezultat. In če na dogodek jaz nimam vpliva, pa imam vpliv na moj odziv na ta dogodek. In če dam banalen primer. Če ena oseba vedno znova pritisne na isti gumb pri nekomu in se jaz vedno znova odzovem, a ne, po defaultu a ne. Ja, kaj je bilo drugače? Kaj je možno, da bi bilo drugače? Nič ne bo drugače. V trenutku pa, ko jaz spremenim svoj odziv, pa če je samo za 5%,
samo da naredim majhno spremembo v svojem odzivu, rezultat ne more biti več isti, kot je bil prej. Ja. A ne? In to In nam odnosi zelo dobro kažejo. ja, ja, zelo. In če jaz samo enkrat v celem tednu nekomu rečem ne, ke me nekaj prosi, če bi še nekaj naredila, a ne, imam že eno stvar manj, ke pritiska name. In če potem rečem 3 stvarem ali pa ljudem ne, pol pa že lažje diham. In s tem jaz ugotovim, da imam moč nazaj v svojih rokah. Ampak naš vzorec, preko katerega delujemo, a ne, prej, ke sem pač dala ta primer 4 različnih odzivov na nekaj, ta naš vzorec je pa tisti, ki pogojuje te naše odzive. In mi, kljub temu, da jaz vidim in vem, da ke si naložim še 3 projekte, pa še to, pa še to, pa še to, vem, da bom na koncu dneva crknjena, da bom slabe volje, da nič več ne bom mogla, da bom en teden pol adijo, zato ker ne bom k sebi prišla, da sem nervozna, zato ker je toliko vsega, ampak jaz še kar rečem ja, no, bom še to. Saj bom že nekako, saj jaz bom že nekako. Zakaj to naredim? Zato, ker me ta moj notranji filter, a ne, sili v to, da to naredim, ker edino, če rečem ja, se potem počutim vredno, se počutim v redu, pa da ne bom onega prizadela, pa užalila, pa to ne morem, pa pol me pa ne bodo marali, pa pol pa me bojo izločili in pol bo ne vem kaj in pol bo ne vem kaj, a ne. Ko na tak način začnemo malo razmišljati, a ne, pridemo do stvari, da, glej, a ne, če vidim, da me ena stvar vedno znova pripelje do enega rezultata, v katerem se ne počutim dobro, kaj lahko jaz na tej poti do tega rezultata naredim drugače. Problem je v tem, da naš noče, da mi kaj naredimo drugače. Ker naš ljubi poznano. In jaz velikokrat dam eno dobro primerjavo, a ne. Jaz živim na 700 nadmorske višine in tukaj, ko imamo sneg, če ga veliko zapade, a ne, jaz komaj vrata odprem. To je snega do tukaj gor. In zdaj ena pot, a ne, ke vrata odprem, ena potka je skidana in pelje nekam, ne. In jaz, ke pridem ven, grem in vidim, da ta pot me ne pelje v Ljubljano, recimo, če moram iti v trgovino, a ne, ampak me pelje nekam čisto narobe. Ampak naslednji dan, ko jaz hočem iti v Ljubljano, spet pridem ven in grem spet po oni poti, zato ker je pač skidana. Ker tam je pa tolikole snega. In pol rečem: "Okej, glej, nekaj moram jaz zdaj, tole ne bo v redu, a ne." In vzamem ono majhno lopatko in začnem jaz tisto kidati in delati novo potko. In moj mi ves čas, ko jaz probam narediti novo pot, moj mi ves čas prigovarja: "Pa a si ti nora? Pa glej, glej, poglej, kakšno majhno lopatko imaš. Glej, koliko je tulele snega. Pa to v 3 dneh ne boš naredila, vsaj približne potke. Pa kaj se matraš? Pa daj nehaj, pa tamle imaš že skidano, pa pojdi po oni potki." In ti vržeš ono lopatko in greš tja in itak spet prideš nekam, kjer nočeš biti. Sosednjo vas. Ja. Ja, In ful dober zato, primer, ja. ja, in zato je tako težko nekaj, ko pride do enega izziva, a ne, najlažja pot je po defaultu iti po oni potki, se odzvati
vedno na en in isti način, je potolažen, njemu je to poznano, znotraj poznanega se počuti varno in to je to. A ne? In zato vam bom danes malo povedala, kako jaz malo prelisičem, a ne. In recimo, ena od zelo pomembnih stvari, ko govorimo o je ta, da če imam jaz en izziv in ne vem, kako se bo nekaj razpletlo, recimo, a bo v redu ali ne bo v redu, kaj se bo zgodilo, če jaz tega če ne ve, a ne, zblazni. Skozi hoče, on hoče imeti eno rešitev, ne. In mi nismo naučeni zaupanja v smislu: vse bo dobro, vedno se vse dogaja v moje najvišje dobro, kje, a ne, to so pobožne želje v tistem trenutku, da bi to zares verjel pa čutil, a ne. To lahko zares verjameš pa čutiš po mnogih letih, dela na sebi in izkušenj, ke vidiš, da je to res, a ne, ampak kje je zdaj, da a veš, tebe nekaj ful skrbi in zdaj si boš pa govorila vse, karkoli se zgodi, je v moje najvišje dobro, a ne. Ja, kje bo, a ne? No, in, ena od stvari, ki jo lahko uporabimo v takem trenutku, če ne vemo rešitve, to so zdaj take hitri obliži, a ne, ampak meni recimo tale je pomagala milijonkrat. Da sem rekla: "Ne vem, kako se bo ta situacija razrešila, ampak vem, da je že v reševanju." In ko sem to rekla večkrat, se je potolažil in umiril in je nehal noreti, a ne. Sploh recimo zvečer, ke se uležeš v posteljo pa začneš razmišljati, pa ne moreš zaspati, ali pa greš ponoči lulat, se zbudiš, a ne, in potem greš nazaj spat in se ne moreš nazaj zaspati, zato ker začneš razmišljati. Ne vem, kako se bo ta stvar razrešila, ampak vem, da je že v razreševanju. In vem, da se vse stvari že rešujejo. In, a ne, jaz si pol še rečem: "In vem, da je vse v redu, točno tako, kot je." A ne? Ampak jaz to zdaj že verjamem, tako da lahko to svojemu rečem. To je en tak hiter obliž za takrat, a ne, ko bi rada na hitrico malo utišala, na primer. Sicer pa se lahko izzivov lotimo na en cel kup načinov, a ne. Preden pa karkoli začnemo delati, v zvezi s to tematiko, pa vse, ki to poslušate, in tudi tebe, Darja, a ne, vabim, da napišeš ali pa pomisliš, kaj je tvojih ali pa katerih 5 lastnosti tvojih je takih, ki jih smatraš kot za neko supermoč, če rečem, a ne. Kaj se je v tvojem življenju izkazalo, katere tvoje lastnosti ti največkrat najbolj lahko pomagajo? Tudi ko gre za reševanje izzivov. Ja, tukaj ne pomagajo. A pa imaš eno, daj mi eno povej. Kaj recimo? Kaj je moja supermoč? Jaz bi rekla, da je srčnost. Pač ena taka supermoč. Okej, no, v redu. Srčnost, ki pomeni tudi to, da čutiš druge ljudi, da si empatična, da si prijazna,
da si dobrohotna do drugih ljudi, da nobenemu nočeš slabega, da nisi nesramna tudi takrat, če je kdo do tebe, pol ti nočeš biti nazaj nesramna, zato ker ti nisi taka. A gremo Ja, do vse je res, ja. Čeprav pač znam pa postaviti tisto mejo, a ne, da mislim, niti se ne spomnim, kdaj kdo je bil nesramen sploh do mene v zadnjih okej. letih. Okej. Ampak tako, recimo, tudi če nekdo ne naredi vsega takrat, ko je rekel, da bo, pa ti pol pove: "Joj, zato nisem, ker sem Ja, jaz." jaz to vse razumem, ja. Ja, si do konca razumevajoča, a ne. Okej. Kaj hočem zdaj jaz tebi oziroma, a ne, pokazati? Da ko mi naštevamo svoje supermoči, a ne, jaz se spomnim, ke sem pa dala potrpežljivost, a ne. To ni moja. Tako, da sem potrpežljiva, a veš, ali kaj sem saj zdaj sem že podvomila sama vase, a sem res toliko potrpežljiva, ke vidim, da zadnje čase nisem več toliko zelo potrpežljiva, a ne, kar je dobro, kar je zame zelo dobro, a ne. Ampak tudi bi se našla, a veš, v teh kakšnih, a ne, sočutnost, prijaznost, a ne. Mislim, da sem dala prijazna, ja, a ne. Jaz sem tako ful prijazna bila celo življenje, a ne. In ta prijaznost ali pa to tvoje sočutje, a ne, tako nekaj, kar ti je lepo, a ne, v čemer se dobro počutiš in kar želiš živeti, a ne. Pol pa pride neki izziv in se, a veš, stvari rušijo okrog tebe in ljudje so nestrpni in ljudje ne naredijo tistega, kar se zmeniš, in gre v tvojo škodo marsikaj. Ampak mi smo sočutne, ker razumeš, seveda, saj ubogi človek, saj ne more, a ne, saj mora tudi malo spati. A ne, in jaz tako prijazna: "Ja, saj, a ne, ja, saj v redu." In naenkrat ta supermoč vidiš, da postane tvoja super sekira, ke si jo, a ne, ker gre v drugo skrajnost. In sočutje in prijaznost in potrpljenje in ne vem, karkoli, kdorkoli je zdajle pomislil, kaj je njegova super ali pa njena supermoč, lahko vidi, da ima vsaka stvar, a ne, dva konca. In ko naštejemo te svoje supermoči, recimo, ena je tako dobro je rekla: "Ja, jaz sem trmasta, a ne." Glej, super, da si trmasta, ko gre za to, da si se ti odločila, da boš speljala ta pa ta projekt. Ampak daj mi povej, kako ti tvoja trma pride prav, ke trmaraš pri nečem v odnosu, ne vem, ke greš že v svojo škodo, ke rineš z glavo, ampak ker je trma tvoja neka vrednota ali pa neka supermoč, a res ti še koristi, a ne. A veš? No. Ja, v bistvu je res, nekje je okej, nekje pa ni, a ne. Ja, ja. In zdaj, ko definiram teh 5 nekih svojih lastnosti, na katere sem ponosna, za katere mislim, da mi pomagajo, tudi malo razmislim, do katere meje in mere mi to pomaga in koristi in kje gre zdaj to že v mojo škodo. Ker to je, ko se soočam z izzivom, zelo dobro vedeti, kje se moje sočutje neha in kje se začne moje sočutje do mene. Kje se moja prijaznost do drugih neha in začne prijaznost do sebe. A veš? No, in ko imam to
ozaveščeno, a ne, na katere stvari moram jaz biti pozorna. Ker tisto, na kar sem jaz najbolj ponosna pri sebi, me lahko najbolj tudi v izzivih spelje na napačno stran, a ne. A veš? In ko se tega začnem zavedati, okej, zdaj pa grem jaz lahko pogledat neki svoj izziv, s katerim se zdaj soočam. In bom povedala eno tehniko, ki je zelo razumska, pa eno, ki ni toliko razumska, a je prav, toliko, da pokrijemo malo oba pola, a ne. In na primer, a bi ti podelila kakšen izziv, da smo kar konkretni? Ja, moj trenutni izziv je preobremenjenost. Tako da tukaj sem si sama dala to, mislim, noben ni kriv, ker pač jaz moram speljati nekaj do konca, no. In je, ja. No, zdaj pa. Čakaj, saj tukaj pa obstaja to, da rišeš, a ne, lahko, samo to pa jaz ne vem, če znam. Pojma nimam, ker ne vem, če ti znam jaz to kaj čakaj, share, da veš. vidim. Evo. A se vidi? Ja, vidi. Ja. Bravo. Bravo, bravo. Okej. In zdaj, tukaj vidiš, imam en kuli, a ne. In zdaj imaš ti tvojo, zdaj bom pa to tako. Čakaj, jaz tale X moram zapreti, veš, po moje. Ja, okej, cool. Dobro. Narišeš svojo preobremenjenost, a ne. In recimo tole zdaj je tako, ke izgleda ke en jajc na oko. Je tvoja preobremenjenost. In predstavljaj si zdaj vse naloge, ke jih imaš, a ne. Pa moram to, pa moram to, pa moram to, pa moram to, pa še to, pa tam je prosil to, pa onemu moram poslati še one tekste, pa to, pa čakam onega, pa to, ne vem kaj vse, a ne, je tukaj okrog, stvari, ki pomenijo v bistvu to tvojo preobremenjenost. In zdaj si pa ti predstavljaš, a ne, da tulele noter je tvoje jedro in to, kar si ti, in to, na kar imaš ti lahko vpliv. A ne? In rečeš: okej, napisati moram tekste še za spletno stran, a ne. A je to nekaj, na kar imam jaz vpliv? Je. In daš to sem noter, a ne. Ona ni mi še ni mi naredila do konca tistega, ke je rekla, da bo. A je to moje? Ne, ni. A ne, in to ni moje in to gre sem. Prosila me je še ena, če ji lahko pošljem nekaj za eno promocijo, še ene tekste pa neke flyerje, pa nekaj, pa v bistvu vse skupaj nič ne bom jaz imela od tega. Lahko rečem ne. A je to tako, daj no. Rečem ne. To, no, da ne nadaljujem, a ne. Narišem si 2 kroga in vse, kar imam, samo mečem. A imam jaz na to vpliv? A imam ali nimam vpliva? In ker imam jaz zdaj vpliv na to, da moram napisati tekste pravočasno, kaj je moj prvi korak? Okej, to, da rečem doma družini: ljubčki, danes jaz ne bom skuhala kosila, ker moram nujno dokončati spletno stran."
ali bom pogledala v svoj rokovnik in bom videla, da sem se zmenila z eno kolegico, ko se sicer že dolgo nisva videli, da greva na kavo, pa rečem, glej, oprosti, zdajle imam zelo pomemben projekt, 2 dni sam še traja, naslednji teden, glej, ne samo na kavico, te peljem na kosilo, ker si res želim s tabo preživeti nekaj časa, ampak zdajle mi je to, ne morem, ne. A veš, če pa jaz nimam vpliva na nekaj, zakaj bi se jaz sekirala? Zakaj bi jaz nosila to, če nimam vpliva? Če zmanjka elektrike sredi najinega pogovora, a imaš vpliv na to? Da nimaš, kaj? Jaz sem že kalkulirala, kdaj se drug teden vidva. Ja, ker ne vejo tisti, ki gledajo zdajle, Ja. da se je sama to res zgodilo, ne. Ampak kaj? A ne? Nimam vpliva na to in ne bom se sekirala. Samo to ni tako enostavno, Nosim veš. na te odgovornosti, a ne. In težko je, ko ti ugotoviš, da na nekaj nimaš vpliva, da to spustiš, to je težko, zato ker sploh ženske, ki smo nagnjene k temu, da imamo rade kontrolo nad stvarmi, je to pasje težko, a ne. Ampak ko jaz začnem opazovati sebe in vidim, kako me breme vsega tega tišči dol, kako jemlje mojo kreativnost, kako sem zadrgnjena, kako a ne, nisem spontana, nisem pretočna, nisem lahkotna, ja, a ne, a ni to znak, da spuščaj in preusmerjaj fokus. Kajti še ena misel, ke je res tako zelo pomembna, a ne, ta fokus oziroma pozornost je moč. To je moja moč. Da jaz zavestno lahko pošiljam pozornost tistemu, kar jaz hočem. In če hočem, da raste dobro, bom zavestno pozornost posvečala dobremu znotraj tega projekta, recimo tvojega, a ne. In se bom veselila, čez 2 dni ali pa ne vem, čez 1 teden ali ne vem, čez koliko časa bom pa moja nova spletna stran. Koliko let sem, to je novo rojstvo, to sem nova jaz, ke pridem ven. A razumeš, da ti to vso svojo pozornost daš in to radost, ke jo čutiš ob tem, in vznemirjenje. In pol, ja, samo, a bo res prišla, kaj pa če ona ne bo, pa zdaj pa pravočasno, pa saj ne bo, kaj pa če bo šlo kaj narobe, pa tehnično ne bo delalo. A ne, to so stvari, ke pašejo zraven, a ne, da je še kaj, ampak to zdajle v tem trenutku Moje, ne, v bistvu lahko odložiš, ker to Ja. mora itak nekdo drug zrihtati, Ja, ne. ja. Ja, jaz itak ne bom reševala tega, spet se bojo ukvarjali oni, ke so za to, ne, ampak jaz pa uživam zdajle v tem, koliko se veselim, da to pride do ljudi, da se jih dotakne, da se začuti ta moja energija, v glavnem. A veš, da sem se Ja, zdajle ful dobra vaja, meni je ful dobra vaja. Po mojem mi boš mogla še računati, coaching. Ja, no, zdaj pa bi še eno vajo. Okej, A kaj ne. ta je bila razumska, ne? Ta je bila bolj razumska, ja. Ja. So še druge, ke so še bolj razumske, a ne. Recimo, na hitro, da omenim, ampak zdaj, vidim, da čas kar hitro gre, pa bi rada čim več, v čim krajšem času, a ne, itak, ke sem storilnostno naravnana, a ne. Recimo, da si ti rečeš, okej, kaj je najslabša možnost, pri tej moji novi spletni strani, ke se lahko zgodi, a ne. Kaj gre lahko najslabše, ne. Da se to še vleče 100 let zdaj, da jaz zgorim vmes, ker ne morem, ker čutim, da sem totalno preobremenjena in to ne gre več tako, a ne.
Kaj je najboljši možen izid? Ja, najboljši možen izid je to, da vsi naredijo vse takole, kot smo zmenjeni, da to gre, da je tehnično vse deluje, izdelki da ljudje to vidijo, začutijo in začnejo kupovati ke nori in se mazati s mojo čudovito kozmetiko, ker ne vem, kaj jim ni jasno, da že do zdaj tega niso vsi dojeli, a ne. Ja, ni bila tako dobra spletna stran, a veš. A ne? Med to najboljšo oziroma najslabšo pa najboljšo možnostjo je pa najbolj verjeten izid. A ne, je pa nekje vmes. Pa A da se veš. tega zavedamo, a ne, In da ni, se ja. zavedam, da skoraj nikoli ne gre najslabše, skoraj nikoli ne gre ono najboljše, ampak gre pa najverjetneje tako nekje vmes. In tam nekje vmes ni pa nič hudega, a ne. A veš, in na ta način, tako kot pri oni vaji, vidi tiste kroge in vidi. A veš, tudi vizualno mu daš vedeti, glej, nisem za vse jaz to odgovorna, a ne, tole lahko pustim. In tako tudi pri tej vaji vidi, a ne, saj najverjetneje bo pa to tako, okej, pol pa neham se sekirati. Saj pol pa ne bo tako grozno, a ne. Ja, mogoče smo res ženske, kot mame že to vse se navadimo, ne. Ja, ja. Ker Ja. meni moj starejši sin, ke je star 25, on meni že po moje, ne vem, vsaj 5, če ne več let mi govori: "A me lahko spustiš ti? A me lahko ti spustiš? Kako ti znaš spuščati 5 otrok?" Ja. Saj jih je zato, ker jih je 5 po moje, veš. Ja, saj. Ker ne moreš, Ja, ja. držati vseh. Okej, imava še ono ta drugo Ja, vajo. greva še Maratonsko. na vajo 3 stolov, ne. Recimo, da spet imaš, a ne, nekaj, kar te tišči, nekaj, kar te skrbi. In sploh ne razločaš teh glasov, ke jih imaš znotraj sebe, a ne. En glas ti govori: "Dobro bo," en glas ti govori: kaj pa če," en glas ti govori: "Pa daj, glej, no, Razum ti govori: "Ne," mislim tako, res ena zmeda nekih misli in čustev znotraj tebe in seveda takrat, ko smo v takem stanju, nismo na, visokih frekvencah največkrat, a ne. Naš namen pa je, da dvigneš to vibracijo notranjo, zato ker ko si na dobri vibraciji, takrat imaš veliko možnosti, da se stvari ful dobro razpletejo, a ne. In si daš, enkrat, ke si sama doma, a ne, si postaviš 3 stole, tako enega zraven drugega. In ta vaja je dobra zato, da ti razločiš sploh te različne dele sebe, kaj ti kateri del tebe govori, in da veš in da se lahko odločiš potem, katerega boš v bistvu poslušal. In prvi stol je tvoj notranji kritik. In ti se usedeš na ta stol in na glas začneš govoriti besede tega kritika. Itak. Moraš biti pa res sam doma. Ja, ja. Itak si, zmotena, itak poglej se, kako, pa kva pa misliš, itak ti ne bo ratalo, itak ne znaš dosti, da se boš tule, itak te bo razkrinkalo, itak, da bo Saj že hočem. a ne. In ti vse ubesedeš to, kar ti ta kritik govori, a ne. Potem se usedeš na drugi stol, ki je občutek. In izraziš: "Počutim se totalno nesposobno, počutim se tako nemočno, počutim se res slabo, težko mi je ob vsem tem. Tako, počutim se, ke da me kar meče ke eno ladjico okrog, ke da
vsak lahko z mano dela glih, kar hoče. Tako sem neodločna, tako vsem kar vse verjamem, bolj kakor komurkoli drugemu. Razočarana sem sama nad sabo, da sem taka. Zakaj moram biti taka? Torej, a veš, kar govoriš občutke, ki jih imaš znotraj zdaj tega enega izziva, ne. In ko daš to ven, ko mi, saj veš, je pa to pravilo obstaja, ne, ko mi občutkom damo priložnost, da jih vidimo, izgovorimo, takrat jim damo tudi dovoljenje, da grejo, a ne, a veš. In potem se usedem na ta tretji stol, ki pa mu recimo moj modri prijatelj, a ne, ali pa moj notranji kovč ali pa kakorkoli. Okej, kaj bi zdajle meni rekel moj modri prijatelj, a ne? Kaj bi mi rekel? Ja, rekel bi mi: "Ja, glej, jaz tebe sploh ne vidim tako, kot te kritik tam, ne vem, da si nesposobna ali pa neumna ali pa da nisi dosti, da še zmeraj nimaš dosti certifikatov ali pa da še vedno ne vem kaj, a ne, si ne zaslužiš, ker nisi vredna, ker kdo pa bo tebe kupoval pa slišal pa poslušal pa upošteval pa tako naprej. Meni se pa zdiš ti res en čudovit človek, a ne, ena taka sposobna, fajn ženska recimo, a ne. In ja, razumem te tvoje občutke in slišal sem jih, ampak daj razmisli, od kod ti tvoji občutki prihajajo, kdo ti je to govoril, da ti nisi dovolj? To sploh ni resnica, a ne. Ti si in ta modri prijatelj, a ne, ti pove nekaj takih stvari, da se opolnomočiš, da začutiš, samo res, a ne. In v bistvu ti s pomočjo teh 3 stolov prav transformiraš lahko, a ne, tega notranjega kritika v to, da se v trenutku lahko počutiš čisto drugače. Ampak zato, ker si predelal, pač saj to je tako, a ne, to zdaj ne gre za ne vem kakšne globine, a ne. A veš, Ja, ampak mora pa biti ta tretji stol na koncu, ker pa lahko greš v dan, a ja, ne. ja, ja. In Ful recimo ful moja dobro. je tudi tako, tudi, in a veš, ta prvič, ke delaš, ali pa ta prvič dvakrat, je res dobro, da si postaviš 3 stole in da se fizično presedeš iz enega na drugega, a ne. Res. In da definiraš, ti si moj kritik, ti si moj občutek, ti si moj modri prijatelj. A veš, tako, dostikrat sem, ko sem bila kdaj na postavitvi družine, a ne, a veš, ke gre kar energija tistega človeka, pol pride, a ne. In tako tukaj na te stole pride energija tega, a ne. Da veš, kam moraš, da veš, kaj dejansko čutiš, mislim, Ja, ne. ja. 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 Tako da, no, recimo to je nekaj stvari ali pa nekaj orodij ali pa, a ne, načinov, da vidimo, da nisi tako nemočen, a ne, ko pride izziv. In pač tako kot, ne vem, je meni rekla ena prijateljica, ke sem se ta drugič razhajala, a ne, ke sem bila tako žalostna, mi je rekla: "Pa daj, vesela bo, da se ga znebiš, a ne." Ja, In meni je bilo, kako mi mora kaj takega reči, a ne, to, jaz pa tam vsa, ampak pol, ko gledaš nazaj z neko distanco, a ne, pa si rečeš: samo res, a ne." Vse je za nekaj dobro. In moje vodilo je vedno: življenje me ljubi in podpira. življenje ve, ja. In če jaz izhajam iz te predpostavke, tudi ke pridejo stvari, ke niso v redu, da v bistvu življenje me ljubi in podpira, ne da me zafrkava, zanalašč, a ne.
življenje me ljubi in podpira, ampak pridejo situacije, kjer mi hoče dobro, ker mi preko teh situacij želi nekaj povedati, nekaj sporočiti, nekaj me, ne vem, poriniti iz moje cone udobja, ukazati mi na neki vzorec, ki me omejuje v življenju. Jaz si kar malo pišem, veš. Ja. Ker tako sem navajena, sej redko pol gledam zapiske, ampak tako se mi zdi, da moram kar nekaj zapisati, tako da pri tebi sem že ful popisala. Ja, a veš, da s pisanjem tudi bolj ponotranjiš, če si zapisuješ, tako da to je zelo, zelo dobra Ja, stvar. jaz tudi v bistvu meditacije, mislim, ko grem v meditacijo, jaz grem v bistvu v pisanje in je moja namera nekaj in potem je Ja, skozi pismo vidim tam en kup sporočil, ja, tisto pa pregledam, tisto pa preberem, kdaj zvečer še pol pa tako, no, da se bolj usede v prakso. ja, Okej, eno vprašanje mogoče, če, ja. kaj je nekaj, kar bi si želela, da je moja moč oziroma moja tista super moč, je pa samozadostnost. A veš, ker se mi zdi pa, da a se kar pol spomniti, a veš, če si jaz zdaj to želim, ne, ker ta samozadostnost se mi zdi, da bi V meni pri kakšnem ful smislu? Zdaj mi jo to razloži malo. kaj ti naj povem? Recimo, jaz ful nisem tehnični tip, a ne, in me je kar groza, ke moram iti, okej, gumo imam prazno oziroma je bolj prazna kot ostale 3 in jaz moram iti zdaj tja sama na pumpo. Jaz si želim iti sama na pumpo, in ko sem 2 dni nazaj šla sama na pumpo, jaz sem se s tiste pumpe odpeljala ko carica. A razumeš? Ampak v resnici bi pa to najraje rekla: "A mi greš ti tankat," bi rekla mojemu, a ne, oziroma tankat popraviti, a ne. Ali pa zdaj, ke je treba na spletni strani razne povezave narediti. Jaz bi to kar dala stran, čeprav pol, ke nekaj naredim, je itak top. Mislim, ta samozadostnost, da ti probaš nekaj, da pač ja, greš iz cone udobja in, ne. A veš, jaz bi temu bolj kot samozadostnost rekla samozavest. Ker človek je težko samozadosten. A veš, mi smo odnosna bitja, mi smo težko samozadostni, a ne. Jaz bi bolj temu rekla samozavest, kajti samozavest je zavedanje, da jaz zmorem, da nekaj lahko naredim, da lahko se poberem po padcu, da lahko se nečesa naučim, da lahko grem sama na pumpo, a ne, čeprav mi je neprijetno in bi rajši videla, da bi moža prosila, a ne, ampak lahko grem pa jaz, a ne. Ja, in vedno večkrat se spomnim na tega, na to svojo željo. Okej, samozadostnost ali samozavest, ja, kakorkoli, mi je logično, da tako si obrnila. Vedno večkrat to pol naredim, a ne. Ja. Ja, a vidiš. No, in recimo, če je to tvoja vrednota, a ne, pol res, kako, na kakšen način to svojo vrednoto lahko čim večkrat jaz živim ali pa čim bolj živim. To je bilo v bistvu moje vprašanje na začetku tebi, ja. In skozi take majhne stvari in skozi take majhne stvari ti z ono majhno lopatko kidaš novo potko. A veš? Z vsako majhno stvarjo, ki jo naredimo, delamo nekaj velikega. Kidamo pot proti nečemu večjemu, a veš? In če so ti koraki naši, ki jih delamo, dovolj majhni, da se ne ustraši čisto popolnoma, a ne, gremo samo malo ven iz cone udobja, pa malo iz cone udobja, ampak ke gremo malo, se pol navadi na to in pol drugič gremo spet malo, pa smo pa že tokle, a veš. In vsakič malo in na koncu
Glej, kaj zdaj to. Vidi da ni nič hudega, a ne, da je Ja. vseeno okej, ja. Ja, in se pol vedno on navadi, a veš. In je vse v redu, a ne. In to je super, drugače pa tudi ni nič narobe s tem, če rečemo: "A lahko mi greš ti to narediti?" Tudi s tem ni nič narobe, konec koncev. Ja, veš. sej vem, da s kakšnimi stvarmi ni, ampak nekaj, kar pa čutiš, da je samo strah, pa Ja. a bom jaz to zdaj zmogla napumpati, to pa želiš preseči, a ne, Ja, vsaj jaz. super. Ja. Ja, super. Evo, Bravo. Saša, midve sva že 1 uro, ampak meni je bilo top. Meni je bilo top, jaz sem si ful počačkala. Super. Tako da verjamem, ne vem, povej, če bi še ti kaj dodala? A veš, kaj sem hotela, samo še to si želim, da povem, da sem, odprta in dostopna za tistega ali pa tisto, ke bi želela priti, do mene, da pomagam preseči kakšne take izzive, a ne. Da delam po tej svoji metodi, hipnotransformacije, da delam globinski pet, tudi, ke je tudi zelo dobra metoda za transformacije. In da sem tukaj, no, in da uporabite me. In da si prijazna. Ja, in sem Tako kot prijazna. sem jaz mislila, ne, hecam se, tako kot sem na začetku rekla, a ne, da sem pol ugotovila, da si prijazna. Ja. Ne, zelo si dostopna in ful ti hvala in, če, mislim, meni je tole bilo vrhunsko zame, in če ti nekoga poležeš tam za 2 uri, in v bistvu uporabiš vse svoje znanje, top, Ja, res. ja. Ima, da je neki rezultat, ne. Ja, Ja. tako. Ja. Tako da, mogoče samo, še to, kar sem en čudovit stavek prebrala tudi pri tebi, da se prava moč skriva v povezanosti s seboj, z drugimi in, s svojim poslanstvom, in tudi jaz tule ful podpišem, da se povezujemo v bistvu res s sabo, s svojo resnico, da se povezujemo takole ženske med sabo, a ne, in, res ti hvala, no, za to svojo, odkritost, zgodbo, en tak zagon, vaje, absolutno, po moje si bom še kdaj poslušala tole, preposlušala, in, čeprav sem mislila, da je to mogoče, da bi mogla imeti to predavanje na začetku, ker moramo vedeti, kako z izzivi, se mi zdi, da smo imele toliko enih tem tule, da smo pa zdaj, recimo, ready, in ti si zelo lepo, saj sem si napisala, kaj si, pač tako zelo lepo slikovito, no, predstavila. In vseeno, bom si vzela 2 meseca malo pavze. Ja. Kljub tem vajam, in bodite lepo poleti. In tudi ti, Saša, bodi lepo poleti in, hvala, da si bila spet moja gostja. Ja, hvala, z veseljem. Pa še to, moram reči, da sem pa tudi jaz hvaležna za to, kar ti delaš, ne samo znotraj te skupnosti, ampak tudi za te tvoje fajn stvari, ke so tako, pobožne. Za pocrkljati, hvala. Ajdi, lepo bodite, čao, čao, čao.